hlapci. Za hlapce rojeni. Ustvarjeni za hlapčevanje. Gospod Cankar, Pa si to. Gospodar se menja. Bič pa ostane. Ali dobro? vrhunsko, odlično je, ampak deva se vrniti na najin pogovor. Rekli ste, da se je vaša tesnoba začela, ko je vaš sin šel v Sarajevo. Ja, takrat je šel k bratu v Sarajevo, grozen je bilo, ampak zdaj pa že v redu. Je že nazaj pri meni doma. Pa kaj bom jaz tem mojim Ivančkom naredila? Vašemu sinu je ime Ivan? Ja, Ivan. Pisatelj. Pesnik. Mogoče ga poznate? Ivan? Cankar. Ne poznam. Aha. Dobro, veste kaj, pred kakšnimi 10 leti je začel gospod Jeglič na Rožniku organizirati večere kresovanja, pa koncertov, pa tako naprej. Aha, tam je nastopil, pol bi mogel poznati. Ne. Tam je potem enkrat zgorela njegova celotna pesniška zbirka na enem kresovanju. To pa je tudi zanimivo, ja. Ja, temu se reče umetnost. Moderna umetnost, mi je Ivan povedal. A lahko vprašam, koliko je vaš sin star? Mlad, še mlad. 34. 34, dobro. Živi z mamo, pesnik. Kaj pa je študiral? Slavistiko. Na Dunaju. Ja. Saj je bilo kar težko, ko je bil tako daleč stran od mene. Ampak sem se zadržala, sem ga poklicala samo 2-krat na dan, zjutraj pa zvečer, da vprašam, kako je kaj, da ga pogrešam, pa da mu povem, koliko vse to nas košta. In kako to, da ni ostal na Dunaju? Ja, skoraj je ostal. Je že imel razgovor za službo v eni firmi. In sem šla kar lepo z njim in sem vsem povedala, od tistega vratarja pa do direktorja. Sem prišla pa sem rekla, kako je Ivan priden fant, ne ga kar vzamejo. In še zdaj ne vem, kaj je šlo narobe, ampak ne vem, kako to, da ni dobil tiste službe. Ja, to pa je res uganka. A ne? Čeprav po drugi strani pa kar boljš, veste, zaradi tiste njegove zaročenke. A zaročenko ima v Ljubljani? Zakaj pa z njo ne živi? Ne. Zaročenko je imel na Dunaju. Mislim, kar se mene tiče, jo je imel. Upam, da ne bo sem prišla zdaj. Nikoli mi ni bila všeč. Še manj pa njena mama, Albina. Veste, kako ga je gledala? Kaj da ga hoče imeti samo zase. Nikoli ga ne boš imela samo zase, Albina Lofler. Zato, ker on je moj. Gospod Cankar, ste mogoče kdaj pomislili, da ste mogoče preveč navezani na svojega sina? Prosim? Mislim, to je moja površinska ocena, ampak občutek imam, kakor da je vaš sin kriv za vaše občutke. Ivan, zame kriv, za moje... Kaj z vami? Pa kdo ste videl, da sem... Se upravičujem, seveda ni kriv, ampak mogoče vseeno nekako vpliva na vaše počutje in se mi zdi, da bi mogoče lahko naslednjič prišla oba skupaj k meni. Lepo vas prosim, to pa ni govora, dajte no. Sicer pa sploh ne bi hotel. Moj Ivan se tako zna razjeziti, da vam ne govorim. In pa govori sam še o politiki, pa Slovenci, pa Srbijanci, dajte no. Mislim, to, kar on govori, skozi me skrbi, da bo šel v zapor. Jaz ga nočem čist nič vznemirjati. Tako da prosim. Ja, dobro, če tako mislite. Čeprav je treba mogoče kdaj koga vznemiriti. Pa ne mojega Ivana. Joj, vam povem, on je bil od tazgale, že čizmičkan je bil. Je bil že tako kolerik, tako je bil noto že, veste. Ja, in samo jaz ga znam umiriti. Tako da moram biti zmeri zraven. Moj profesor je na faksu rekel, življenje je kakor pitje kave. Čim prej se navadiš na grenkobo, lažje ti bo. Kava.
Če sem pozabila, oprostite, veste kaj, jaz moram pa zdaj kar iti. Kam morate iti še 10 minut malo? Ne, Ivan me je prosil, če mu kavo prinesem, pa sem rekla, da mu jo bom prinesla, ko pridem zvečer nazaj. A kakšno kavo? Kdo še pije kavo ob 6 zvečer? Noben, sej tudi on ne bo. Ampak jaz mu jo bom vsem prinesla. Zakaj pa? Zato, da bom imel slabo vest, potem, ko bom enkrat umrla. Živja. Ja.